plod v maternici nekje okrog 5. meseca nosečnosti lahko že sliši glasove iz okolja. Zelo, zelo se mi zdi pomembno, da ta jok ni preslišan, da se res v teh zgodnjih obdobjih odzivamo nanj in pa da ga skušamo razumeti. Večina odraslih oseb v komunikaciji z malčki, bom rekla, uporabljajo preveč vprašanj. Najboljša igrača, sploh v tistih prvih mesecih, je v bistvu obraz očeta, mame oziroma ene znane osebe. Če naš otrok ves čas tiho v prvem letu življenja, nam to ni všeč. Pa žal tudi logopedi nimamo čudežne palčke. In izbrati dobro knjigo je, kada grem jaz avto kupiti. Kateri vsi pogoji pa potrebujejo biti izpolnjeni, da pride do tega govorjenja oziroma do prvih besed? Alenka, živjo. Lepo pozdravljena, sem zelo počaščena in vesela, da si se odzvala vabilu in da si gostja moje današnje epizode. Poslušam se. Hvala, Polona, za povabilo. Z veseljem sem se odzvala in res z veseljem bom govorila o svoji najljubši temi. Super, me veseli. Ja, in tvoja najljubša tema je prav zgodnji razvoj komunikacije, govora in jezika dojenčkov in malčkov. Na tem področju sama deluješ in imaš izkušnje že več kot 10 let, se pravi predvsem otrokov obdobje nekje do 2. leta starosti. Sedaj bom dala pa kar tebi besedo, kaj sploh je komunikacija oziroma kako jo ti definiraš? Ja, komunikacija je res en tak zelo, zelo širok pojem. Odvisno je seveda od tega, s kom se pogovarjaš o tej temi. Ampak za nas logopede je komunikacija tista prva stopnička, ki jo moramo vzpostaviti, zato da lahko sploh potem govorimo naprej še o razvoju jezika in pa o razvoju govora. Namreč o čem govorimo v logopedi, namreč ravno o teh 3 različnih področjih, ki pa so med sabo v končni fazi precej prepleteni. In komunikacija, kaj smatramo za komunikacijo? Dejansko je to, če tako gledamo, izmenjava sporočil med 2 osebama. Ampak za nas v prvih tistih mesecih, ko je dojenček res še čist nemočen, mi štejemo pravzaprav vsak njegov vzgib, ki bi lahko potencialno pomenil komunikacijo. V bistvu jo iščemo in jo skušamo vzpostaviti. Tako, namreč otrok, dojenček, ki pride na svet, on nima enega načrta, da bo on komuniciral z nami. Pravzaprav je v enem obdobju čist brezintencijske oziroma neintencijske komunikacije. On vse, kar naredi, nima v ozadju nobenega načrta za komunikacijo in se tega nauči skupaj z nami. Tako da, ja, komunikacija je v bistvu vse, kar bi lahko vzeli. Jaz smo pri dojenčku tako, mi kot odrasli, mi kot starši, oziroma če starši, kakorkoli, izjemno pomembna oziroma najpomembnejša oseba, da se to sploh vzpostavi. Absolutno najpomembnejša je pravzaprav mama, če smo lahko čisti iskreni, ampak seveda ima tudi očka zelo pomembno vlogo zraven, brez izjeme. Da se ne bojo počutili zapostavljene. Tako. Ampak dejansko je tako, da je mama tista prva, ki jo mogoče otrok tudi najbolj sliši in pa tudi najbolj opazi. Se namreč ona večino časa z njim ukvarja oziroma je v eni taki interakciji, kar je seveda nam narava nekako že dala. Namreč mi smo tiste, ki načeloma skrbimo za hranjenje otroka. Tako da že takrat se ustvarja ogromno enih interakcij, oziroma niso še komunikacijska to dejanja, ampak so pač ene povezave med mamo in pa dojenčkom. Tako da ja, mi smo pomembni in mi moramo biti tisti, ki se odzivamo na vsak otrokov jok, na vsak otrokov pisk, da ne rečem. Vse nas mora zanimati, ker on drugih načinov sporočanja na začetku žal nima. To odzivanje na otrokove potrebe je v bistvu tudi temeljno, tudi pri izgradnji teh komunikacijskih sposobnosti. Absolutno. Odzivanje je prva reč. Dojenček nas pač ne izkorišča, ne manipulira z nami. On samo sporoča svoje osnovne potrebe. In te osnovne potrebe so običajno občutek varnosti, lakota, utrujenost, pač takšne osnovne mogoče potrebe. Mogoče pokakanost oziroma Absolutno, biološke potrebe. Tako. Ja, hvala, da si to izpostavila, je res pomembno. Pa v bistvu pač ta
nega, nežnost, dotik, masaže in vse to. In tudi to mogoče lahko čist na hitro omeniva. Pač za razvoj oziroma spodbujanje komunikacije je verjetno tudi že ta prenatalno obdobje, oziroma pač preden se otrok rodi, ker otrok se že v maternici pripravlja na kasnejše življenje po rojstvu. In ali mogoče pač kaj ti priporočaš, da je takrat lahko recimo starši, predvsem pač mame, storijo ali kaj pripomore, mogoče, da že takrat, sploh v zadnjih tednih nosečnosti, mogoče komunicirajo z otrokom, poslušajo kakšno klasično glasbo, poslušajo njegove gibe. Kako ti priporočaš? Ja, kar nam je znano, je, da v bistvu plod v maternici nekje okrog 5. meseca nosečnosti lahko že sliši glasove iz okolja. Torej, sliši vse, kar se okrog njega dogaja. Seveda on tega še ne razume in absolutno so to drugačni zvoki, ker so seveda zaradi plodovne vode in tako naprej in vse mase maminega telesa se ti glasovi seveda drugače nekako pronicajo do njega, ampak najbolj od vsega pa sliši po vsej verjetnosti mamin glas, ki se seveda ustvarja v njegovi neposredni bližini. In se zdi, kot da res, ko po rojstvu dojenček najbolj reagira na mamin glas in ga išče. Ena izmed zelo pomembnih stvari, ko pride na svet, je, da išče v bistvu znane glasove. Torej, da obrača glavo proti izvoru tega zvoka. To je iz večjih razlogov pomembno, da opazimo po rojstvu. Namreč eno je, da nekako vemo, da njegov sluh dobro funkcionira. In pa da dejansko reagira na osebe. Pač kasneje bomo spoznali, da so določene stvari, ki jih moramo zaznati, preden se sploh pojavijo recimo prve besede. In ena izmed stvari je ta, da dojenčka morajo zanimati v prvi vrsti bolj obrazi, kot pa predmeti v okolici. Namreč obraz mame tudi pride v njegovo bližino, v njegovih teh 25 do 35 recimo centimetrov, na katerih on najbolj takrat v enih prvih mesecih zaznava okolico. Nek predmet se mu ne bo toliko približal, ker se tudi on gibalno ne more premakniti bliže temu predmetu. Tako da ja, mi kot starši skrbimo predvsem za to, da se ta otrokov svet širi na nek način. Pa pojmo nazaj v maternico, se pravi, tam nekako začnejo poslušati, ne vemo, kako slišijo. Zdaj, mogoče se v to obdobje nisem najbolj poglabljala, moram priznati, ampak so pa znani neki pozitivni vplivi, ko mama naj bi poslušala v času nosečnosti klasično glasbo. Nisem šla toliko za tem, tako da res ne vem, obstajajo pa razni poizkusi na tem področju. Bi pa mogoče omenila sem svojo osebno izkušnjo. Ja, super. Jaz sem med časom prve nosečnosti sem se vozila od svojega doma pa v Ljubljano v službo in moja prva nosečnost je bila prav šolska. Res super sem se počutila in res mi je ustrezalo poslušanje določene glasbe, ki sem jo seveda poslušala večkrat. In ne vem, v enem momentu, ko je bil ta moj prvorojenec zelo vznemirjen v avtu, sem očitno po enem naključju prav tisto glasbo si predvajala in opazila, da se je mogoče malenkost bolj pomiril. Ne bi mogla zdaj reči, da je to neka dolga in res neka znanstvena študija, ampak zdelo se mi je, da mu je ugajala ta glasba, ki jo je na nek način morda tudi poznal. Ja, da bom nekaj znanga bilo in da je to. Tako. Pač mogoče potem, ko je bil rojen, sem pa imela eno določeno glasbo, s katero sem ga skušala uspavati, nekaj časa tudi s svojim petjem. In na nek način lahko ena ugodna doživljanja ob neki določeni glasbi, lahko tudi v kakšnem vonju, verjetno vplivajo na pomiritev. Zdaj, koliko pa pride v maternici do njih, pa nisem čisto prav naslovno. Hvala za podelitev svojih znanj in izkušnje osebne. Velik pomen. Ja, meni je bilo fascinantno, ko si rekla, pač, da po rojstvu res
iščejo mamo oziroma znane obraze. Mislim, da sem zasledila, da že 3 dni po rojstvu, da prepoznajo, ločijo mamin glas. Tako, no, res fascinantno te stvari. Veliko bolj so občutljivi na mamin glas kot na katerekoli druge glasove. Sicer se obrnejo tudi za drugimi izvori zvoka, predvsem glasov, ampak ja, mamin glas je tisti, ki je živel 9 mesecev, recimo z njimi. Pa ta glas bo poskrbel za preživetje. Jaz mislim, da ti otroci, ti dojenčki imajo to kar v sebi. V sebi. To željo pač po preživetju. Lepo. Prej si že omenila, no, da je ta, pač, če greva zdaj na novorojenčka, ki se rodi, da je že pač da je njegova prva interakcija z nami v bistvu jok, če te prav razumem, da nimajo pač recimo do 9. meseca teh namenske interakcije z okoljem. Bi mogoče več o tem, kako se v bistvu pol ta dojenčkova komunikacija, interakcija z nami, kako se naprej razvija. Ja, tako kot si omenila, najprej so v bistvu interakcije. Interakcija je v bistvu en tak stik s sočlovekom, ki pa nima nekih komunikacijskih izmenjav. Seveda nas zanima, a nas otrok, bom rekla, opazuje v obraz. Ni nujno zdaj čisto očesni stik, pač pravi očesni stik in pa potem tudi en prvih hotnih socialnih nasmeškov se zgodi tam okrog 2. meseca, če rečemo. Takrat nas v bistvu tudi toliko dobro zazna, pa toliko ima mogoče že zrelo živčevje in motoriko, da lahko določene gibe morda hotno naredi. Predtem so pa vse te grimase zelo nenamenske in niso seveda tudi ne v komunikacijske namene. Mogoče je ta socialni nasmeh tista, ta prva stvar, ki bi jo pol omenila poleg joka. Jok je pa edini način izražanja, tako bom rekla. Zelo, zelo se mi zdi pomembno, da ta jok ni preslišan, da se res v teh zgodnjih obdobjih odzivamo nanj in pa da ga skušamo razumeti. Ker dognali so, da je ta jok v različnih intonacijah in da različne intonacije pri določenem dojenčku pomenijo različno stvar. Ampak to so mame najbolj eksperti. Mame točno vejo. Tako pa že vemo, katera vrsta joka kaj pomeni. Razvozlamo. Tako da te kratke bežne interakcije potem se počasi začnejo podaljševati in naši odzivi na tega dojenčka, ki se nam hotno ali pač nehotno nasmehne, nas seveda bogatijo. Mi si želimo se odzivati na tega otroka, pač, če ni kakšnih drugih izzivov po porodu, v smislu kakšnih izzivov pri mamicah, ampak hočem reči, da mi se hotno na to odzivamo in krepimo te njegove poizkuse. Ti poizkusi se potem tudi daljšajo, med nami in dojenčkom se zgodijo določene izmenjave. Z naše strani so pogosto seveda verbalne, z strani dojenčka pa so neverbalne. Kaj to pomeni? Dojenček nam v prvi vrsti odgovarja z gibi celega telesa. V enem momentu, ko ga imamo recimo na previjalni mizici, je on v mirovanju, ker posluša, kaj bo mama povedala. In ko mama konča, se on ji nasmeji in zamiga s celim telesom, premika roke, noge, se veseli, obrača glavo, kakorkoli, dela grimase. Večkrat, ko se bo mama pozitivno na te njegove odzive odzvala, večkrat se bo on nazaj k njej odbrnil in na tak način odzval. In nekako tako, kot si že omenila, v roku 9 mesecev, načeloma, pa se ta otrok nauči, da vsi ti njegovi poizkusi, vsa ta gibanja v bistvu imajo nek rezultat. Takrat ugotovi, da lahko vpliva na okolico. In takrat rečemo, da dejansko preide v namensko komunikacijo. Tako. Lepo. Mogoče bi podelila, enkrat sem z enega podcasta od, pač mislim, da je imela ta Tina Bryson, ki z Danielem Siglom, da je dosti pač knjig, so avtorca, in je imela, ki pride do tega obdobja, da namensko, da vejo, da lahko na nas, je rekla, pa ni več poti, pa samo vejo, imajo že svoje volje in poti nazaj, da nimajo pač tega, ni. Je bilo tako smešno, zanimivo. Res je, ampak še vsem 9-mesečnik nekje. Tako.
še zmer nima takšne Tako. kognitivne zmožnosti, da bi res lahko naplaniral eno hudo rečno. Ja, to je treba poudariti, Ja. da ne bi kdo povezal s kakšno. Ja, absolutno, da ne. Ve pa, da lahko mama postori morda nekaj, kar on pač trenutno ne zmore. Da ima nekoga, ki bo poservisiral za določene, spet bomo rekli, čist ene osnovne potrebe. No. Ja. Hvala za vse izčrpne pa koristne informacije, ki si jih povedala. Ko si rekla, omenila si pač, kako se že razvija, v bistvu nekako do 9. meseca. Pa meni je bilo prej zelo fino, ko si v te vsakodnevne aktivnosti, ki si povedala, kaj je na previjalni mizi, pa kaj ga hranimo, pa mogoče pač igra, masaža z njim. V bistvu, kateri so te, na kakšen način mogoče. Nekaj si jih že omenila, da večkrat, ko mogoče se na to odzovemo, pač večkrat se tudi on odzove, so mogoče še kakšne, pač kaj priporočaš, mogoče tako. Ja, jaz sem zelo zagovornik, da je najboljša igrača, sploh v tistih prvih mesecih, je v bistvu obraz očeta, mame oziroma ene znane osebe, ki seveda skrbi za tega otroka. Načeloma je v začetku tudi tako, da je otrok sposoben tako imenovane diadne komunikacije. Torej, sta vpletena lahko samo otrok in pa ta človek. Spravi, jaz bom uporabljala kar mama, ki je najpogostejša oseba, ki to počne. Torej, sta samo otrok in pa mama. Če bi vi takrat želeli dodati še tretji element, v smislu ena igračka, je običajno tako, da uspe otrok ali biti pozoren na to igračo, ali pa na mamo. Do tam nekje, spet bom rekla, 9. meseca, mogoče med 9. in 12. mesecem, se to začne vzpostavljati, da pa lahko vključuje tudi ta tretji element. Torej, dokler pa tega ni, je neka potreba po blazno dragih in pa ne vem kakšnih igračah, niti ni tako pomembna. Seveda so na trgu res dobre igrače, ne govorim o tem, da ne rabimo nobene, absolutno, da ne, ampak dajmo se zavedati, da se komunikacija, govor in jezik razvijata samo v interakciji s sočlovekom. Mi lahko ponudimo najboljše igrače, kar jih imamo, ampak če tega tretjega elementa, kot je komunikacija z eno osebo še zraven, ne bo, se govor in jezik ne bosta razvila. Tako da pač je zelo pomembno, da vemo, da smo mi tisti bistveni, na prvi glavni stranički, na to pa ostali. Tako. Pripomočki. Točno tako. Seveda pa, kdaj komunicirati z dojenčkom? Ja, v vseh teh dnevnih aktivnostih. Kadar je dojenček res še čisto majhen, je zmožen biti po koncu 15 minut, morda. To je tisto okno. Jaz rečem, to je tisti njegov dan. On veliko dnevov v enem dnevu zamenja. Tako da ja, načeloma so pa vse ostalo, kaj? Nega dojenčka, previjanje, nošenje, uspavanje, petje, hranjenje. Dotikanje, absolutno. Kakšne masaže enostavne. Tako. S prvorojencem žal nisva uspela se udeležiti nobenih takšnih dodatnih dejavnosti, ker je bilo pač to nesrečno obdobje. Zdaj z drugorojenko pa sem si zadala za cilj, da pa poskusim marsikatero dejavnost in ena izmed njih je bila pač tudi masaža dojenčka. Dostikrat pozabimo, da so ti naši dojenčki drugih čutov nimajo tako dobro razvitih, ampak nekako dotik je pa tisti, ki pa zna narediti čudeže. In še vedno pri moji skoraj 22-mesečnici dostikrat doživim to, da z dotikom jo uspem umiriti. Dotik, vonj, vse te stvari so nekaj, kar je dojenčkom blizu. Mi pa smo morda že malo pozabili, ker smo, bom rekla v narekovajih, okuženi z enim verbalnim svetom. Mi kar pričakujemo besede, ampak dojenčkov svet je brez besed, ampak poln komunikacije. Tako da res se splača tudi kakšen drug kanal pogledati. Ker smo pa glih pri kanalih, je pa zelo pomembno, da se zavedamo, da
je uspešna komunikacija odvisna tudi od tega, na kakšen način ima ta dojenček razvite čute, oziroma ali bi morda lahko imel kakšne izzive na področju sluha, na področju vida. Ta dva kanala sta sicer najbolj pomembna za razvoj komunikacije. In seveda tudi ostalih področij, ampak se bom držala svojega področja. Okay. Ja, hvala, ker si imela in sluh in vid, se v bistvu to že tudi v porodnišnici preverijo, ampak je pa vseeno mogoče so pri kakšnemu taka odstopanja, ki mogoče niso tam opazna, pa je pol zaznavno in je res pač bistveno potem tudi na to vpliva. Ja, to ne pomeni, da otrok, ki ima kakšne izzive na teh dveh področjih, ne more napredovati. Absolutno ne, ampak fino je pač te stvari definirati, preveriti, nekako ugotoviti, kakšne razsežnosti so in na teh področjih čim prej v bistvu dati podporo. Ker kadar imamo pred sabo otroka, ki nima nobenih izzivov, so tudi mogoče nasveti, na kakšen način točno komunicirati, ne tako zelo pomembni. Ampak za vsakega bi bilo dobro, da bi morda slišal nekaj zmotnih prepričanj o spodbudni komunikaciji in morda spremenil svoj način komunikacije z dojenčkom ali malčkom. Ampak kadar pa govorimo o odstopanjih, je pa res fino pogledati vsako takšno malenkost, ker lahko na dolgi rok naredimo bistvene razlike. Pa sploh tako, kot si rekla, ne, da že pač v tem najzgodnejšem obdobju pa res bi rekla zelo razliko naredi, no, res zelo bistveno. Lahko eno tako zelo, zelo hudo odskočno desko, no, ki lahko prinese manjši vdriv ali pa večji. Hvala za to podelitev, super. Omenila si že te pač komunikacijske napake, oziroma da bi vsakemu pač želela malo predebatirati oziroma predati svoje znanje na tem področju. Kje so pa po tvojem mnenju te najpogostejše, ki jih pač mogoče delamo starši? Začela bom z eno najpogostejših in to je, da večina odraslih oseb v komunikaciji z malčki, bom rekla, uporabljajo preveč vprašanj. To so vprašanja na vprašanja na vprašanja, postavili so mu že 3 vprašanja, na nobenega pa ni otrok recimo še odgovoril. Ampak eksperti so tisti, ki si celo na vprašanja odgovorijo, sploh ne pustijo otroka, da bi mogoče tudi poskusil. Se pravi, vprašanja niso spodbudna zato, ker se z vprašanji postavljamo dejansko v nadrejeno položaj in to otroci zelo čutijo. Zdaj, če se vprašamo sami sebe, a nam je prijetno, kadar nas nekdo ves čas samo sprašuje. Meni se zdi, da dela samo kljukce. To sem že vprašala, a ne, ni prijetno. In iz take neprijetne komunikacije bežijo ven. Pogosto jih tudi vprašamo, o čemer oni sploh še niso zmožni pripovedovati. Recimo, ne vem, vprašati 15-mesečnika, kako je bilo v vrtcu, je tako, malo, zakaj pa bi on to mogel zdaj povedati, ker oni so govorci tukaj in zdaj. Lahko ga vprašaš, kaj se mu tukaj zdaj pred njim dogaja, zdaj za 2 ure nazaj pa on ne bo vedel, kaj je jedel v vrtcu. Pač žal ne. Ta časovna komponenta pride majčkeno kasneje. Torej smo pretežki s svojimi vprašanji, količinsko preveč naporni in ena izmed druga najpogostejša napaka je pa, da jim ne damo časa za odziv. In to je hkrati tudi zelo nevljudno. Tako nespoštljivo do otroka. Jaz sem zelo občutljiva na to, na kakšen način gremo v interakcijo z otrokom, tudi upoštevanje osebnega prostora. Ne vem, veliko odraslih ali pa kakšnih majčkeno starejših gospe imajo občutek, da lahko vstopijo v ta osebni prostor, pa nam morda dojenčka tudi kar trgajo ven iz rok, pa tako, to res ni primerno. Pač otrok se mora počutiti varno. In če mi nismo tisti, ki bi mu zagotovili ta občutek, potem smo verjetno prekoračili eno njegovo osebno mejo oziroma prostor. Tako da se s tem zelo ne morem strinjati. Ne. Potem pač rekla sem, da ne počakamo na odziv. Ja, vprašamo in gremo kar naprej. Otroci rabijo bistveno več časa za to, da nekako analizirajo vprašanje, da sestavijo nek odziv, sploh pa, če so šele v začetnih fazah uporabe besed, potem bo to trajalo še malo dalj časa. Tako da to je res ta druga, katera bi še bila.
Kakšne pomanjševalnice mogoče? Ja, absolutno. Pomanjševalnice kot take mogoče, tako no, si pustim zdaj, dovolim si, da sprejemam tudi mogoče, da je okej, če kakšna je. Tako? Ja, namreč kaj je? Majhna krava je kravica. In vedno bo. Ja. In obstaja. In v slovarju slovenskega knjižnega jezika je zabeležena. Ni problem v tem, če je res nekaj majhno in si želimo s tem poudariti majhnost ali pa ljubkost. Okay. Ampak, da je ta pomanjševalnica ves čas prisotna v smislu, da ne uporabljamo pravih besed, se mi zdi načeloma slabo. Zakaj? Pomanjševalnice so običajno daljše besede, vsaj za en zlog daljše. Imajo morda tudi bolj kompleksno strukturo oziroma bolj komplicirano v smislu zgradbe glasov. In zaradi tega jo dojenček ali pa malček zelo težko posnema za nami. Otrok se bo učil vsega, komunikacije, govora in jezika s pomočjo posnemanja. Kot tudi večino drugih stvari v življenju. Ampak, če mu na tak način otežujemo njegovo posnemanje, verjetno ne, bi si vsak želel, da bi mu malo olajšal. Bolj problematične pa se mi zdijo v bistvu popačene besede, ki pa jih večkrat slišimo, ampak spet, če je to kakšna beseda, ni problematična. Ali pa če je kakšna simpatična skovanka, ki vam jo je malček, tako. Ki jo je on začel uporabljati, pa bi si jo želeli nesti naprej v njegovo malo starejše obdobje, ni v tem nič problem. Ampak, če pa vi non-stop uporabljate popačene besede, bomo čičali, pa papcali, pa ninčkali, to pa na dolgi rok ne bo v redu, ker kaj? Po 3. letu starosti nekako pričakujemo, da teh besed malček ne bo več uporabljal. In nam je potem problem to odstraniti. Tako da v prvi vrsti priporočam, da se z otrokom poskušamo pogovarjati čim bolj, bom rekla, ne glih v pravilni slovenščini, ampak čim bolj tako kot z eno odraslo osebo. S tem, da ne smemo biti predolgi, to pa je res. Tukaj pa moramo malo skrajšati, ampak ni potrebe po pomanjševalnicah in pa popačenih besedah. Ja. Hvala za te podelitve. Ja, pa zelo mi je bilo všeč, ko si poudarila to spoštljivost, da v bistvu ne posegamo otrokov prostor, da v bistvu počakamo na njegov odziv, da mu ne postavimo preveč vprašanj. Ja, te stvari, ki v bistvu že nam odraslim, tako kot si rekla, se bolj počutimo kot na enem testu ali pa tako. Tako da res hvala, da si to spoštljivost in to. Saj takoj v naslednjem koraku so pa še navodila. Naši malčki, predstavljamo si, da gre ta otrok v vrtec. Kaj se tam dogaja? Absolutno, tam je veliko otrok, mislim 14 recimo. In seveda, če mi želimo na nek način preživeti dan, morajo obstajati določena pravila. In teh pravil je čez dan že kar veliko. Potem seveda, da ugotovimo, a je ta otrok, ne vem, lačen, žejen, pokakan, kakorkoli se moramo z njim pogovarjati in mu postavljamo vprašanja. Seveda običajno in naravno življenjsko, kako naj rečem. Ampak da pa mora otrok biti deležen vprašanj in nekih non-stopenih navodil, tudi preko igre ali pa preko ene spontane dejavnosti, tukaj pa ne vidim takih potreb. Bodimo mi šefi v kuhinji, pa v prometu, kjer so določene stvari prepovedane, ampak v igri pa moramo vzpostaviti eno tako okolje, kjer bi se lahko čim več nekim navodilom, pa prepovedim, pa dodatnim vprašanjem mogoče malo izognili. Ker zagovarjam to, da sledimo otrokovemu interesu. Torej, veliko nas ima doma nekako prilagojene igralnice, da si lahko otrok sam izbere morda, kaj se bo igral. S tem ni nič narobe. Naj si on sam izbere in tam poskušamo se mi pridružiti. Ampak ne pridružiti na ta način, da mu mi povemo, kako ne se zdaj s to igračo igra. To se mi zdi zelo spet morda nespoštljivo. Dajmo se raje ustaviti, glejmo, kaj otrok počne. Kam nas bo pelo? Kaj bo danes uprizoril? A bo kaj novega pokazal? A si je kaj od prejšnjic zapomnil? Namreč kaj? Najbolj pomembno morda, kar se mi zdi poudariti, je, da moramo opazovati tudi, na kakšen način se otrokova igra razvija. Otrokova igra je zelo zgovorna. Pove nam namreč, na kakšen način otrok razume svet okrog sebe. Kar bo uprizarjal v igri, tisto je po vsej verjetnosti razumel. Morda govorim zdaj o otroku, ki je starejši od 1 leta. Zakaj?
Takrat enkrat se tudi pojavijo prvi znaki simbolne igre. Simbolna igra je za mene kot logopedinjo zelo, zelo pomembna. Namreč ravno to, pove mi, kako razume svet in mi je tako za diagnostično, kot pa tudi za terapevtsko sredstvo. Namreč preko igre ga skušam naučiti novih stvari. Okrog 18. meseca starosti moramo videti, da nas otrok v realnem svetu posnema pravzaprav vse. In te stvari nosi tudi v igro. Se pravi, najprej bo posnemal mamo v realni kuhinji in bo tam kuhal, potem pa bo te stvari uprizarjal tudi v svoji kuhinjci, tam tisti plastični, kjer pač ustvarja svoje stvari. A ne? Zdaj ne govorimo o realnih stvareh, če bo hotel skuhati, ne vem, limono pa cvetačo skupaj pa naj, a ne? Ampak govorimo o tem, da akcije, ki jih je tam opazoval, lahko prenese v simbolno igro. No, tale razpon med prvim letom in pa letom pa pol je eno tako res bogato območje oziroma časovni razpon, kjer vidimo res eno tako ekspanzijo na igri. No. In takrat nekakrat moramo tudi videti čim več teh akcij simbolne igre. Bolj, ko bo bogata simbolna igra, bolj bo bogat govor in jezik, ker jezik je v osnovi zelo simbolna stvar. Mi si moramo predstavljati, da lahko tvorimo besede skupaj v poved. Tako, zelo pomembna korelacija med igro in jezikom. Wow, ker se to izpostavlja in se mi zdi res, da mogoče to velikrat pač ne povezujemo toliko skupaj. Ne. Mislim, seveda so tudi druge oblike igre pomembne, da ne bo pomote. Ne? In ni ves čas otrok, zdaj sem pa samo v simbolni igri. Ne. Jaz nekako prehajam iz konstrukcijske igre, v smislu, da se stavlja Lego kocke, pa so potem zraven, ne vem, človečki, pa avto, pa lahko preidemo tako dosti gladko v eno simbolno stvar, da tisti striček skoči v avto in se zapelje. Recimo, to sta v bistvu dve akciji simbolne igre. Striček gre v avto, to je ena, in avto se zapelje s stričkom, to je druga. Tako da mogoče pojav prve simbolne igre oziroma enih teh akcij in pa pojav prvih besed sta pogosto tudi istočasna. Takrat, ko uspe nekaj tazga uprizoriti, so običajno prve besede že za vogalom. Super, to je zelo koristna informacija. Opazujmo otrokovo igro, res, ta je zgovorna. Ja, všeč mi je bilo tudi, ker si povedala, kako ta simbolna, da najprej so res bolj konkretni predmeti, mogoče kakšne res naše kuhalnice, potem pa se otrok s časoma že lažje, pa tudi kaj drugega uporabi. Vidimo, karkoli bomo služili, bo pa že uporabil kot tisto kuhalnico. Absolutno. Najvišji nivo simbolne igre je, ko iz nič telefoniram. Tako. Recimo, samo roko prislonam k ušesu. Mislim pač, da se res pretvarjam. Igra pretvarjanja je v bistvu to na nek način. Super, ker si omenila tudi to povezanost, pač te prve simbolne igre in tudi prvih besed. Mogoče bi sam tukaj še pri prvih besedah, katere vsi pogoji pa potrebujejo biti izpolnjeni, da pride do tega govorjenja oziroma do prvih besed. Ja, zelo dobro vprašanje. Namreč redko kateri, bom rekla, starš se vpraša, kaj vse je potrebno. Rekla sem že, da smo okuženi z besedami. Mi pač, bom rekla, mogoče tudi ne dajemo veliko kompetence otroku na komunikacijskem področju, dokler ne začne uporabljati besed. Ampak to je zmotno. On namreč ves čas, celo prvo leto predaja določene informacije, brez da bi praktično karkoli konkretnega povedal. Govorimo o besedah. Seveda se otroci oglašajo že v prvem letu. Začne se z gruljenjem, potem okrog 4., 5. meseca, jaz rečem, da je to najglasnejše obdobje, ker začnejo vokale proizvajati in uživajo v tem, da preizkušajo, kaj vse zmorejo, koliko na glas in koliko dolgo in kakšne so variacije. Tako da to je zelo pomembno, da slišimo. Potem ti poizkusi preidejo v beblanje, da sklapljajo določene glasove skupaj v smislu ba, ba, ba ali pa da, da, da. Tudi ma, 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 ampak dajmo poudariti, da
v tem primeru še ne gre za besedo mama ali pa tata, zaradi tega, ker običajno to govorimo nekako v obdobju 7. meseca, recimo 6 do 8 recimo, takrat še ne ve, da je Nima on pomena tako, in ni vedno, ne tako. uporablja vedno mama za prav Tako. mamo. Ne uporablja niti vedno v komunikacijske Komunikacije. namene. Sam trening svojih govoril, preizkušanje svojih zmožnosti. Namreč kaj? Naš otrok mora postati variabilen v oglašanju in pa zelo variabilen in glasen načeloma. Zakaj? To je trening za tvorbo besed res naprej. A ne? In če tega ne slišimo, če naš otrok ves čas tiho v prvem letu življenja, nam to ni všeč. A ne? In to beblanje počasi preide v kanonično beblanje, ki začnejo malo že spreminjati in določene zloge malo zamenjajo, ali pa kakšen samoglasnik ni da, ampak je da, di. In tako naprej. In včasih slišimo tudi kar cele besede in cele povedi. Lahko si predstavljamo, kje je pauza med določenimi besedami, ki to še seveda niso. In potem kasneje res v prvem letu, okrog 1. leta, pa slišimo prve besede. To je običajno, rada to poudarim, da to je običajno, ampak besede pa, kot smo rekli, še zdaleč niso vse, kar štejemo. Zdaj smo šli samo oglašanje pogledati. Zdaj pa pogledajmo, kaj vse še ostalo se zgodi. Prej smo že začeli, da mora otrok biti dober opazovalec obrazov. Zelo pomembna informacija in dostikrat spregledana, da določenega dojenčka obrazi od začetka ali pa tudi kaj kasneje niso zanimali. En opozorilni znak. Ja, to je eden izmed zelo zaskrbljujočih znakov. Ne govorimo samo o očesnem kontaktu, ampak govorimo generalno, ali otroka obraz privlači. Namreč ta druga točka, ki je pomembna, je opazovanje okolice. Morajo ga seveda zanimati tudi stvari v okolici in spremembe. In mora jih zaznati. Če nekdo pride v sobo ali pa če se ena žogica prkotali, mora zmotiti njegovo pozornost in jo mora opaziti na nek način. Govorimo mogoče da si bodo lažje predstavljali starši, recimo o enem 6-mesečniku. Ja? To moramo že res dobro videti, morda že celo prej. Potem pride do tega, da se med nami začenjajo izmenjave, to smo že govorili, smo ga imeli na previjalni, pa se je on s celim telesom odzival. To je neverbalna izmenjava, z njegove strani, vaša pa verbalna. In čim več bo teh izmenjav, daljšo bo imel pozornost na eno dejavnost, v tem primeru na diadno komunikacijo z mamo. Potem bo tudi postal daljši pri opazovanju stvari v okolici. In hkrati s tem se bo začelo vzpostavljati skupna vezana pozornost. To je pa moment, ko v bistvu lahko otrok izmenično opazuje predmet v okolici in pa obraz mame oziroma ene odrasle osebe, ki komunicira z njim. Ker običajno je tako, da tista oseba poimenuje tisti predmet, ki je pred njim. A ne? In otrok mora opazovati in predmet, in tega človeka, in ga poslušati, in to kar nekaj časa. Zakaj? V tem primeru se dogaja razumevanje. Otrok v bistvu v svojih možgančkih povezuje med sabo opazovani predmet in pa poimenovanje. To je najbolj pomembna točka, ki je seveda najbolj preverjena, ker non-stop sprašujemo, a ne? Ampak potem ni take potrebe. Ampak razumevanje je seveda ena izmed točk, ki je pomembna. Ali otrok razume določene besede, ker dokler jih ne bo razumel, jih ne bo uporabljal. Igro smo tudi že omenile. Kako se razvija igra? A se razvija primerno? To je zelo zgovorna točka. Potem zanima nas, če otrok uporablja kakšne geste. To smo morda pri čistih začetkih malo preskočili, ker v prvih mesecih seveda ne uporablja gest. Ampak tam po 6., 7. mesecu pa se začne uporaba gest. In geste so en tak super predznak, da besede počasi bojo prišle. Kaj so geste? Gesta je motorično posnemanje določenega giba, ki pa lahko že nosi komunikacijski pomen. Če jaz pomaham, vsi po celem svetu bojo razumeli to mojo gesto. O tem govorimo in geste so super in starše vzpodbujam k temu, da uporabljajo naravne geste. Pa še ena stvar, ki je pa tudi dostikrat spregledana, ali otrok
sploh želi vzpostavljati z nami Aha. interakcijo. Zelo dobro. Ta je res. In če ima sploh možnost, ker običajno smo odrasli tisti, ki hočemo vse voditi. In tudi začetek komunikacije. Kot si prej povedala. Ja. Žal je včasih fajn tudi malo počakati. No. Tako, sem še kaj pozabila? Ne, mislim, da si zelo dober. Morda sem še to, no, da ni pa pomemben sam razvoj komunikacije, govora in jezika, ampak tudi za moje pojme vsaj 3 področja, ki jih moramo hkrati tudi pogledati, in sicer motorični razvoj. Ki je zelo povezan. Absolutno. V končni fazi je govor motorična dejavnost. Tako. Potem moramo imeti, smo že malo omenili, moramo malo biti pozorni na to, kakšen je sluh tega našega dojenčka oziroma malčka. Oral stanja so tista, ki pogosto posledično vplivajo na razvoj govora in jezika. Hkrati moramo pa tudi majčkeno pokukati, kakšne so pač kognitivna oprema. Ampak za vsa ta 3 področja bom takole rekla, logopedi nismo eksperti za ta 3 področja in se bom držala mojega področja, ampak obstajajo strokovnjaki, na katere se splača obrniti, vkolikor nas na teh 3 področjih karkoli skrbi. Ker ta 3 področja so podporna za razvoj marsikaterega drugega področja naprej. Pa verjetno tudi, če se taki starši, ki pač opazijo določene, bi rekla, izzive, pri otroku obrnejo na vas, jih tudi pol bi verjetno usmerite na druge specialiste, ker lahko preverijo še te druge, recimo vid, sluh. Absolutno. Ja, dostikrat so recimo, kaj se meni dogaja? V moji ambulanti srečujem otroke, ki so stari, ne vem, 2 pa pol in prihajajo zaskrbljeni starši zraven, ki opažajo, da ta otrok ne govori. Zelo so šokirani, kadar nisem tako zelo pozorna na tisti njihov spisek 20 besed, ki so jih tako s trudom zapisali in so na njih zelo ponosni. Saj sem vesela, da jih povejo, ampak dotaknemo se vseh tistih drugih področji in tudi teh 3, bom rekla, konkretnih področji, ki posledično vplivajo. In če me karkoli skrbi, jim definitivno dam nasvet, na koga. Ne konkretno, ampak na kater profil naj se naprej obrnejo. V moji primarni službi ima, bom rekla, mal širši vpogled v to, seveda razvojna pediatrinja, ki mora zelo, zelo široko razmišljati o tem razvoju tega konkretnega otroka in dostikrat delamo načrt seveda skupaj v timu. S starši, absolutno, brez njih ne gre noč. Seveda. Najpomembnejše osebe in tudi res najbolj poznajo svojega otroka. Zelo se splača prisluhniti staršem, pač jaz nikoli ne negiram tistega, kar starši opazijo, kar mi predajo. Vedno si pribeležim, nikoli ne kontriram temu, ker mi moramo sodelovati. In prav je, da starši vidijo svojega otroka malenkost drugače kot pač mi, eni terapevti, ki pa žal moramo tega otroka primerjati z isto starimi sovrstniki. Ker če se oni na nas obračajo z vprašanjem, skrbi me to pa to, jaz moram na nek način preveriti in nekako imeti bom rekla, to se smešno sliši, ampak dokaz, nekako ga moram primerjati z sovrstniki. Brez tega žal ne gre. Brez tega ne moram odgovoriti, a gre za kasnitev ali ne gre in kakšne stopnje gre. Seveda v tem nisem sama. Dostikrat mi pomagajo psihologi, specialni pedagogi, če je otrok mlajši, fizioterapevti, delovni terapevti. Z vsemi temi profili sodelujemo tako. In pa seveda razvojni pediater. Ja, super, da si delila malo širšo sliko, da starši lahko vidijo, kateri strokovnjaki vse so v to vpleteni. In tudi da so pač te lestvice oziroma pač primerjave z drugimi vsem pomembne, da vemo. Žal, nisem zagovornik tega, da mama dela kljukice ob določenih lestvicah, ker ena nekljukica še ne pomeni, da je z otrokom bistveno kaj, bom rekla, kakšen izziv. Treba je pogledati vedno otroka celostno in ga pač podpreti tam, kjer se izziv sicer nakazuje. Dobro je vedeti, da tudi bolj zgodaj, ko začnemo te izzive reševati, več je možnosti, da čez nekaj let morda teh izzivov sploh ne bo več.
Če pa to zgodno obdobje se malo prestavi, pa žal tudi logopedi nimamo čudežne palčke. Kakšne stvari so potem tudi kasneje morda zamujene, tako da se splača res spremljati in pa mogoče se odzivati tudi na kakšno dobro namerno opombo strani morda vzgojiteljic. Teh ne smemo danes pozabiti omeniti. In seveda tudi pediatrov. Zaradi tega, ker če tako pogledamo enega malčka, ki hodi v vrtec, je tam 8 ur, vzgojiteljica ima določene izkušnje, seveda ne mora mogoče od kakšni diagnostiki govoriti, ampak lahko pa opaža odstopanja glede na sovrstnike. In dostikrat mi poročajo, da imajo kar izzive v komunikaciji s starši, ker jih pač ti starši morda ne jemljajo resno, ali pa se njim ne zdi ta izziv tako velik. Jaz imam dobre izkušnje z vzgojiteljicami in njihovo mnenje mi veliko pomeni, zato je pač včasih fino in prisluhniti. Ja, se strinjam, tako ga si rekla, so res 8 ur z njimi in jih tudi tako res spremljajo in mogoče imajo tudi malo širšo sliko, kakor imajo le več otrok v skupini, kakor mi, ki imamo pač samo enega. Tako. In morda celo prvega, pa nimamo res s čim za primerjati. Tako. Morda smo tudi po izobrazbi čist iz drugega področja in kar še ne pomeni, da ne moramo poznati tega področja, recimo komunikacije, govora in jezika, ampak pač govorim čisto izkustveno, kako se srečujem. Ja, lepo, hvala za podelitev teh tudi izkušenj, pa da si omenila tudi vzgojiteljce. Ja, zelo pomemben faktor so. Ne smemo jih pozabiti. Ja. Prej smo že omenili igro, pa omenila si tudi veliko pač teh interakcij našega mogoče pripovedovanja, kaj se dogaja. Kaj pa knjigica od najzgodnejšega obdobja? Kakšno je tvoje mnenje? Knjig ni nikoli preveč. To je se moj slogan. Se mi je zdela, da glede na to, kako te spremlja, da bo nekaj podobnega. Ja, knjig ni nikoli preveč. Zdaj takoj dodam en komentar. Absolutno upam, da moj profil ne sporoča tega, kaj vse morajo starši kupiti. To ni moj namen. Rada pa delim informacije o tem, kaj je dobra igrača in kaj je dobra knjiga, ampak knjige in igrače, oboje, si lahko sposodimo. Knjige si seveda sposojamo v knjižnici, vem pa, da tukaj v Ljubljani imate tudi knjižnico, ki sposoja tudi igrače. Kar je res dobra ideja. Ja, mi imamo celo v manjši knjižnici, pa so založeni res z dobrimi, kakovostnimi igračami in jih lahko vsakič. V malo večji knjižnici ima enkrat na tedensko, tukaj v naši lokalni je pa celo, da vsakič in je res. Pa taka res premišljena izbira didaktičnih igrač. Ja, čudovito, res. To je res, mislim, ne rabimo vsega na tem svetu kupiti. Že tako je vsega, po mojem mnenju, preveč. In več igrač ni nujno bolj kvalitetna igra. Lahko celo vira pozornost. Absolutno. Tako. In kreativnost na nek način. Tako da, ja, izbor knjig. Jaz zelo rada rečem, da res izbrati dobro knjigo ni tako preprosto. Namreč obstajajo krasne knjige, krasne slikanice, obstajajo pa tudi knjige, ki žal nimajo te oznake. In izbrati dobro knjigo je, kada grem jaz avto kupiti. Pojma nimam. Jaz lahko pogledam barvo, če mi je všeč, koliko ima kaj kilometrov, pa se pa že malo neha, če ima dober sedež, dodatno opremo, če ima klimo, pa res že zgubim idejo, kaj vse bi mogla pogledati pod pokrovom, sploh ne vem. Tako da se zavedam, da je izbor knjige za starše lahko težka zadeva. V moji ambulanti imam prav en tak sistem, na kakšen način skušam približevati knjige. In ena izmed nalog je prinesite eno svojo domačo knjigo in tako se začne. Super. In takrat začnemo raziskovati, a imajo oni sploh doma kakšno dobro knjigo. Kaj je za moje pojme dobra knjiga? Jaz sicer omenjam v tisti situaciji tudi avtorje, ampak bi si želela, da starši, ne glede na avtorja, znajo knjigo nekako prepoznati kot dobro ali pač ne najbolj primerno. Pa dajmo dodati za trenutno starost našega otroka, ker
če govorimo o otroku, ki je star 7, ali pa o otroku, ki je star 2, je to bistvena razlika. Ampak ne pozabiti, otroci rabijo slike. In slike so tiste stvari, ki otrokom pomagajo se spomniti, kaj v knjigi piše. Ta prvo vodilo je, poglejte knjigo in če jo prelistate in ob slikah veste, zakaj se gre, je ta knjiga dobra za 2, 3, 4-letnika. Govorimo zdaj o slikanicah. Zakaj? Zato, ker boste lahko tudi ob opazovanju knjige naredili eno rdečo nit zgodbe. Absolutno morate vedno pogledati, kakšen je noter jezik. Obstajajo namreč takšne diskrepance, kot so kartonka, ki je za moje pojme za otroke do 2. leta starosti, morda tam do 3., odvisno seveda. Ena taka živžav je uporabna še dolgo potem, ampak če pa imamo recimo enega pikija, je pa taka kartonka tam nekje do 2 let starosti. Potem imamo pa mi kartonko, v kateri je jezik za 4-5-letnika, sama kartonka pa smo rekli do 2 leti. In to je ta diskrepanca, ki mene včasih malo zmoti. Morda bi omenila tudi, ni potrebe potem, da imate vse knjige vezane na neka akademska znanja v smislu števila, črke, količine, potem ven iz števil in pa oblike, barve. Ni potrebe potem, res ne. Pač dosti dobra je tudi knjiga, na kateri nič ne piše. Ravno tile živžavi. Ja. Jaz jih tako rada podarim za 1. leto rojstva ali pa za kakšen krst ali pa kaj takega. In vsi rečejo, Lenka, bomo brali, in odprejo knjigo in not nič ne piše. Kaj bomo brali? Točno to, ne boste brali. Zelo pomembno se mi zdi pri branju knjige, da upoštevamo otrokov interes. Pri teh knjigah je tako fajn, ker nimamo nobene rdeče niti. Mi jo lahko vsakič drugače pogledamo. Vsakič vidimo drugo stvar, vsakič nas privlači druga reč. Lahko spremljamo pri živžavu konkretno enega junaka čez celo knjigo, pa morda še čez ne samo jesenski živžav, ampak še poletni. Pa še nočni. Pa vse sort, 6 jih je, ne? Ja. 6. Tako da pač zdi se mi pomembno, da gledamo, kaj otrok gleda. Poskusite sedeti nasproti. Čisto druge stvari boste opazili, kot če vam otrok sedi v naročju. Ne zagovarjam ne enega, ne drugega položaja, vsak ima svoje pluse, ampak za razvoj jezika je definitivno boljše, da sedimo nasproti, ker tako tudi lažje vzpostavljamo tako imenovano skupno vezano pozornost, o kateri sva prej govorili. Malo sem zašla za izbor knjige. Izbor knjige. Ja. Super. Se pravi, zdaj sem že zašla mogoče na tehnike, na kakšen način brati. Se pravi, rekli smo slikce, rekli smo jezik. Absolutno. Pri tej starosti nas zanima seveda tudi dolžina in pa kompleksnost. Včasih je fino izbrati tako imenovano ciklično knjigo. Se pravi, akterji so podobni, zgodi se jim pa podobna reč. Ne vem, karikiram. Je en medved in hodi po gozdu in srečuje različne živali. In z vsako se podobne stvari pogovarja. Mogoče Mojca pokreculja, pometa piskrček in vsakič nekdo pride. To je pač ena taka ciklična zgodba. Ali pa repa velikanka. Tudi ta je ciklična. Zakaj je to dobro? Zato, ker otrok že ve približno koncept, potem mora samo prilagajati igralce in mu je lažje to pripovedovati. Tudi lažje spremljati, lažje zapomniti. Če imamo mi 1001 zaplet, je potem konec zgodbe težko lovi rdečo nit. Slike morajo biti tudi take čiste, ne samo da povedati morajo bistvo, ampak morajo biti pa tudi take ne preveč načičkane. Morda so dobre, ravno recimo tale piki je narisan na belo podlago, ni vse pobarvano, dočim, če pogledava ta živžav, je pobarvan in je dosti težje ene pomembne informacije ven razbrati. To ne pomeni, da je katerakoli od teh knjig slaba, bog ne daj, ampak pač morda za različno obdobje primerna. Pri nas so bili ti živžavi, pri ta drugi sploh ne vem, ker je skozi izpostavljen na temu, ampak pri prvem otroku pa povem tam, do 6. meseca smo lahko brali, kar smo hoteli, zato, ker je bil otrok tudi nepremičen. In do 6. meseca starosti otroci spoznavajo tako jezik bolj celostno. Spoznavajo tudi te prozodične elemente govora, ki so v tistem momentu bolj pomembni kot pač recimo posamezne besede. Se pravi, oni spoznavajo ritem,
na glas, melodija, koliko smo mi variabilni, pa tudi eni taki podtoni v smislu, imamo jezna, imamo vesela in tako naprej. Vse to oni skenirajo. V bistvu se učijo ali pa zaznavajo tudi glasove. Do 600 različnih glasov so oni zmožni tudi producirati do 6. meseca starosti. Potem pa se zgodi ena taka redukcija oziroma en tak upad glasov in se vse skupaj zoži na to, kar v bistvu posluša v jeziku svojega okolja. Če tako rečem drugače, do 6. meseca starosti imajo predispozicijo za katerikoli jezik. No, ne še takrat začeti z angleščino pa francoščino, ampak tako, res, to vsi evolucijsko prav pride. Pa vsi menda dojenčki po celem svetu, to so znanstveni dokazi za to. Super. Potem pa so bolj pozorni na te zvoke, ki jih pač mi v svojem govoru proizvajamo in se zgodi ta krčitev. Kaj smo še? Ja, pri knjigicah si govorila nekaj vse na slikce. Tako, smo lahko do 6. meseca brali temu otroku vse, potem se je pa začel gibati. In otroci, lepo vas prosim, otroci so ustvarjeni za gibanje. Otrok ni pripravljen sedeti, pa poslušati vašo zgodbo. Od začetka do konca. Ni nobene potrebe potem, da berete celo knjigo. Okay? Lahko gledate tudi tiste super izbrane ilustracije, ki ste jih pogledali prej v knjižnici, preden ste si sposodili knjigo in jih zgolj opisujete. In če bo otrok opazoval eno manj pomembno stvar na tisti strani, nič za to. Poimenujte mu jo in mu jo povejte tudi v eni kratki taki povedi, da bo imel možnost slišati nekaj o tem, kar ga zanima in potem lahko spet sledite njegovemu interesu naprej. Tako, nekako. Knjige so pa, mislim, moja strast je stres. Zdaj pravkar kupujemo večjo polico. Naj ne bom tako vzorno, pač res ogromno investicijo smo že naredili v knjige. In tudi ne dovolim, da imam na polici slabo knjigo. One knjige zaključijo na drugi polici. Tudi pri nas so knjige zelo pomembne. So, ne? In morda sem še to povem. Pogosto srečujem otroke, seveda v moji primarni službi, ki imajo izzive. In otrok, ki ima izzive, tako v 50%, ne bomo v procentih, ampak zelo pogosto vidim, da nimajo radi knjig. Zaradi različnih razlogov. Zdaj, ali je pozornost, ali pač mu je pretežko, kakorkoli. Pogosto imajo potem seveda tudi manj stika s knjigami. Ker jim mogoče starši teže približajo to knjigo. Potem imamo pa enega otroka, ki nima nobenih izzivov in obožuje knjige. Če ta dva otroka damo vzporedno in gledamo, na kakšen način se bosta razvila, vidimo, da se med njima na jezikovnem področju ena taka ogromna luknja naredi. Pač tisti, ki ima rad knjige, načeloma res prosperira in ima čisto drugačno odskočno desko, tudi za v šolo, tudi za cel proces izobraževanja in tako naprej. Širina besednega zaklada, struktura verjetno. Zelo pomembne stvari se ob knjigah dogajajo in tvoja gostja, dr. Ljubica Marjanović-Umek, je tudi v tvojem podcastu nekako poudarila, da tisti otroci, ki imajo stik s knjigo, ki mu beremo knjige, imajo 1/3 bogatejši besedišče, kot pa tisti otrok, s katerim se samo pogovarjamo, s predpostavko, da ona reče, da imamo dober jezikovni kod, kar pomeni, da smo dobri govorci, imamo široko besedišče, delamo lepe povedi in tako naprej. Se pravi, to je res velik razkorak. Če sem to točko pogledamo, tako da se res splača tudi pri otroku, ki ima izzive, na nek način mu pomagati vzljubiti knjigo. Kaj delamo s knjigo? Delamo podlago za akademske dosežke. Ne rečem, da je uspešen in zadovoljen sam tisti človek, ki ima, ne vem, bom rekla, visoko izobrazbo, ampak mlinček izobraževanja nas dolg časa melje, vsaj 9+3 leta. In če mi potem teh 12 let trpimo, je res lahko tudi vpliv na, ne vem, samopodobo, samozavest in podobne reči. Z branjem knjig tlakujemo podlago za opismenjevanje. Ni to edino
področje, s katerim to počnemo, ampak je zelo pomembno področje. Ker tisti, ki ima dober govorno-jezikovni status pred vstopom v šolo, za njega nas manj skrbi, kako se bo opismenil. Če pa že sam govorno-jezikovni status ni najboljši, nas skrbi. Ja, ker logopedi delamo na poslušanju in na govoru, in poslušanje se potem spremeni v branje, govor pa se spremeni v pisanje. Torej, tudi tekom izobraževanja, podajanje in prejemanja znanja najpogosteje poteka s pomočjo branja in pa pisanja. Imamo govorne ocene, v smislu ustno spraševanje in tako, ampak bi rekla, da imajo celo manjšo težo kot pisni izdelki. Dostikrat, ja, če ni Dostikrat, tako a ne. dogovorjeno drugače. Tako, morda je to bolj tvoje področje. Jaz, ko pride do branja in pisanja, rečem, tukaj pa bomo vključili specialnega pedagoga. Tako da ja. Ja, super Ne. je to povezovanje med sabo. Tako da- Absolutno. In ne delava midve čist kontra ena drugi, Tako, a ne, se tako. dostikrat na področjih Tako, prepletava. a ne. Tako in dopolnjujemo. tako Točno da. tako. Tako, Točno tako. super. Ja, hvala za vse te informacije. Tudi o meni ljubi temi v knjigah, branju. Mislim, da nimam kaj dodati, da sem res tako lepo izčrpno povedana in zanimiva. Mogoče bi sam še to, kere so tista, ki si povedala, a ne, da se starši pač pridejo kdaj tudi zaskrbljeni, oziroma kateri so tista najpogostejša vprašanja, mogoče, pač, s katerimi se starši obračajo nate. Ja, najpogosteje, ker pač se govorimo o tem obdobju, a ne vem, od rojstva pa tam nekje do 2, mogoče 3 let. Najpogostejše vprašanje je, zakaj ne govori. Tukaj si že prej. Ja, zakaj ne govori, takrat vedno pogledamo vse tiste elemente in področja. Potem naslednje vprašanje je, kdaj pa bo. a ne. Aha. To je tudi dosti nehvaležno vprašanje, ker ni odvisno samo od količine logopedskih obravnav. Odvisno je od tega, kaj je prinesel ta otrok na svet, kakšno kapaciteto. Od tega, koliko teh nasvetov dejansko starši odnesejo domov, koliko jih uspejo implementirati v svoj vsakdan. Jaz rada iz ene oblike dela z otroki z avtizmom vzamem en podatek, ki pravi, da se otrok v povprečju igra 25 ur na teden. A ne? In če damo 25 ur na teden krat 4 za en mesec, je to 100 ur igre. In pogosto obravnave otrok starih 2 leto pa pol, 2-3 leta potekajo skozi igro. Kar pomeni, vi ne dobite nobenega lista za domov, nobenih konkretnih vaj, samo navodila za vaš način komunikacije s tem otrokom. In ker se otroci odzivajo na vaš način komunikacije, zaradi tega se oni naučijo potem tudi drugih teh elementov. Pojmo nazaj. Se pravi, otrok se igra 100 ur Na mesec. na mesec. In on pride k meni enkrat, 2-krat na mesec. To sta 2 uri, ki je ostalih 98. Pač, včasih postrežem tudi s tem podatkom, zato da res povem, kakšno težo ima domače okolje. Seveda tudi vrtec, ampak v tem primeru, ko govorim s starši, si želim apelirati na njih. A ne? To ne pomeni, da morajo vsak dan 5 ur sedeti z otrokom pa delati, ampak skušati ravno preko teh vsakdanjih stvari, ko se oblačijo, ko se umivajo, ko grejo na sprehod, ko se igrajo. Jaz največkrat pa svetujem, da skušajo to vključiti v igro. Zaradi tega, ker načeloma nas tam otroci zahtevajo, več ali manj, in takrat se lahko tudi mi mogoče malo umirimo in rečemo, ok, meni je sicer to težko, ta navodila od logopedinje so malo, ampak bom poskušal teh 15 minut na dan z otrokom komunicirati na te 3 načine, ko jih je logopedinja mi predala prejšnjič na obravnavi. Recimo. To si želim, ker tako počas ponotranijo ta navodila, ki jih pač dobijo pri meni. Tako da to so recimo 2 glavni vprašanji, zakaj ne govori, pa kdaj bo začel. Kaj mi še bilo? Ja. Potem pa rata kar ena taka luknja, jaz rečem, in potem jih že zanima, kako bo z rejem. Ja, takrat pa, ja. Zdaj, kadar mi govorimo o zgodnji obravnavi, in če imamo v mislih otroka do 3. leta starosti, jaz pogosto rečem, da nas glasovi sploh ne zanimajo.
Zakaj? Zato, ker otrok gleda na besedo celostno. On ne ve, da ima mama 4 glasove in da se 2 ponovita. Ja. Ne. On ne gleda tako, on gleda mama in potem ima slikco. A ne. In tudi v skladu s fonološkim zavedanjem in zorenjem, tam do 3. pa pol seveda se dogajajo zelo pomembni procesi, ampak mi ne moramo od otroka zahtevati ene take analize, da bi on lahko prepoznal posamezne glasove. In tudi pri 3 pa pol ne. A ne. To počasi zveni. Jaz rečem, takrat, ko ga bojo začele zanimati rime, takrat smo mi morda na bližnji poti do tam, da bi lahko delali artikulacijske vaje. Namreč večino staršev ali pa širše javnosti nas logopede pozna kot nekoga, ki pomagamo se naučiti R, pa druge celo glasove. tako šumnike, sičnike, črke, a ne. To rada rečem, da črka pa glas res ni ista reč. Tako. In tisti starši, ki pridejo do mene, dobijo eno tako lepo razlago, kaj je glas in kaj je Kaj je črka, črka. in potem probamo tudi te termine uporabljati. Tako da ja, za glasove same in artikulacijske vaje ni praktično prostora do 3. leta starosti. In tam se res ne mudi tako zelo. In tudi, če govorimo samo o artikulacijskih odstopanjih, govorimo o enih takih, jaz rečem, češnicah ali pa mrvicah na tisti sadni kupi komunikacije, govora in jezika. Tako da, ja. Ja, zelo take koristne, uporabne informacije. Tudi, kdaj je mogoče pa pol čas, če so samo artikulacijske težave, Tako, kdaj tako, tiste se obrnejo. Seveda bom rekla tako, starši morda niso najbolj kompetentni za ugotavljanje, ali gre res samo za artikulacijske izzive. Zdaj, ko me kdo vpraša, kdaj je čas za logopedu, rečem takole. Upam, da moje kolegice ne bojo jezne name, ampak resno mislim, vsakič, kadar imate pač eno skrb, eno zaskrbljenost. Ja, logopedov nas je premalo, res je. Ampak prej bomo začeli odkrivati izzive, prej se bomo začeli z njimi soočati, manj bo teh izzivov recimo pri 5 letih. A ne? Se pravi, če mene nekdo vpraša, a se mi zdi, da gre za odstopanje, je dovolj, da mogoče 1, 2 tega otroka vidim, se z njim pač ga izpostavim določenim situacijam, preko katerih pač vidim, kako on funkcionira, in nekako lahko podam eno mnenje o tem, a gre za kakšno odstopanje ali ne. Vkolikor gre, je fajn čim prej pomagati, vkolikor ne gre, pa vas pustimo, da živite naprej. Dokler mogoče res izzivi ne bojo zreli za artikulacijsko konkretno recimo obravnavo. Ne. Zelo pomembno je, da ločimo ta področja, tako kot sem rekla, komunikacijo, jezik in govor. To so 3 različna področja in imajo tudi različna časovna okna, v katerem se določene stvari pač že morajo pojaviti in nas skrbi, če se ne. Super, hvala za vse to. Ja, bi mogoče še kaj izpostavila, kar mislim, da smo že veliko zajeli. Si bila že zelo taka temeljita, super, sem hvaležna. Pa sva pa kaj mogoče, kaj bi še poudarila, tako, če sva kaj tazga izpustili. Ja, morda 2 stvari res. Ena je, da bi želela, da starši res v tem zgodnem obdobju ne štejejo samo besed, ampak res gledajo na svojega otroka celostno, tako kot smo že večkrat rekli. Se pravi, a nas opazuje, a zazna spremembe v okolju, a gre v izmenjave, a zmore posnemati motorične določene stvari, kako se igra, ima interes za komunikacijo, vse te stvari, a uporablja geste in tako naprej. Res je treba to vse prej pogledati, preden štejemo samo besede, pa da mogoče res eno odstopanje še ni dovolj za neko hudo paniko. No. Pač želim si, da bi moj Instagram profil bil profil za opolnomočenje in ne za zaskrbljenost, ker res ni temu namen. A ne? Ja, te preventivne dejavnosti mislim, da ni nikoli preveč. No? In mislim, da tudi tvoj profil je res tak zanimiv, poučen, pa tako, imaš še te videe, tako, kako recimo brati, pa tako na tak, se mi zdi, da lahko na tak zabaven način imaš tako prikazan, tako da lepo. Preko zabave se naučimo več. Ja, res je. Igra, zabava. Tako, tam so otroci doma. Tako, da so otroci doma. Pa bi kar s tem stavkom in pri igri so igrajo otroka v domu, oziroma res.
Ja, najpomembnejša dejavnost otrokova. Tako da, Točno tako. hvala ti, da si se udeležila. Ja, meni je bil zelo prijeten pogovor in zelo poučen. Tako da, ja, še meni se je kakšna informacija oziroma kaj povezala med sabo, tako da ja, verjamem, da tudi drugim poslušalcem in poslušalkam in poslušalcem. Tako da, hvala, res. Hvala, Polona, za povabilo, res z veseljem še kdaj poklepetava. Ja, super, bom izkoristila. Tako da, hvala.